Preden se odpravimo na prvomajske dopuste, se vsem splača še malo pogledati na domače ceste, pa ne zaradi gneče, ki je zdaj res obupna, ampak zaradi številnih novosti, ki so zapeljale na njih. Vozili smo enoprostorni, ki je lahko tudi priključni hibrid. Vozili smo avto, ki ima volan, ki ni okrogel. Volan naši Celique je vrtila nova zvezda, Anže še preveri, s čim bi se lahko poleti vozil po plaži, Matej pa je za zaprtimi vrati spoznal dve novosti, eno korejsko, za začetek pa nemško. Lani je bila BMW-jeva sedmica najbolje prodajana luksuzna limuzina na svetu. In ker je bila vmes predstavljena tudi čist nova serija nove klase, je bilo treba nekaj tiste tehnologije spraviti tudi sem. Mi je prej produktni specialist povedal, da še nikoli ni bilo toliko obsežne prenove. Je rekel, da bi veliko lažje govoril o stvarih, ki so ostale iste kot vseh, ki so nove, ker jih je toliko veliko. Seveda so novosti tudi zunaj. Lučke so zdaj nove s takšnimi zanimivimi elementi, potem ledvičke, da so precej ožje, pa veliko bolj takšne pokončne. Drugače so pa želeli ustvariti takšno zelo enostavno podobo s čim manj motečimi elementi, da vse skupaj spade malo bolj elegantno. Zadaj je tudi čisto enostavno, luči so takšne široke, da bo še bolj elegantno, pa tale logo je zdaj lepo usidran tukaj le noter. Drugače pa nova ta oznaka 740 oziroma nov je motor 6-valjnik, naslednje leto bo potem tudi 8-valjnik na voljo, pa dizelski motor, pa še 3 različice i7, torej električne. Tam je pa nova baterija, cilindrično obliko celic smo zdaj po novem, baterija samo pa 112,5 kWh neto za doseg več kot 700 km. Tukaj se res vidi, da je vse novo, recimo panoramski zaslon po celotni širini avta, potem tale hecen volan, pa seveda 2 zaslona. Ja, 2, tudi sopotnik pa svojega in oba sta takšne čudne večkotne oblike. Drugače pa več kot 700 kombinacij opreme možno tukaj noter in zelo velik poudarek so naredili tudi pri samodejni vožnji. Avto je lahko čisto sam voz po avtocesti in tudi zamenja pas, če samo gledaš v eno od ogledal. Bomo videli, kako to deluje v praksi. Ampak to je vse za voznika. Zadaj se sedi v takšnem avtu, Zdaj, tale zaslon ni takšna novost, Fajn je, ko gre lepo sam dol, pa ko se ti resenčniki gor dvignajo, še vedno je širok dobrih 31 palcev, ima pa ločljivost 8K in posod se ga lahko dotikate. Evo, zdaj se je zagnal, tako da ti lahko tukaj v bistvu vse pritiskaš, kar želiš, tudi sopotnik lahko tamle, samo ni toliko pomemben, kaj jaz, Pa lahko tukaj le nastavljaš vse možne stvari, vsebine iščeš, mislim, tega je res ogromno. Je pa tudi ful dober, zato ker se tukaj odzadaj toliko fajn sedi, da se jaz ne bi več ven spravil pa delal še naprej. Ja, drugače pa 28. marca, evo, če še kdo ni videl. To je tudi prvi avto, ki bo pri BMW-ju razširil tehnologije nove klase na vse ostale modele BMW-ja. Julija se začne proizvajati, potem bo pa že na cestah ta 5,39 metrov dolga limuzina. Ravno v tem trenutku, ko vi tole gledate, je ta BMW doživel svetovno premiero na avtosalonu v Pekingu, kjer sta tudi Anže in Matej, ampak v tem trenutku, ko mi to snemamo, pa še pakirata doma kufre, ne? Tako da rabimo res to pakirati, se veš, da imam jaz malce vedno sabo. V bistvu več zasede oprema. Je, kaj imaš pa le ene gate? 5 dni gor, kaj? Koliko imaš pa ti velike gate? Jaz imam vsak dan frišne, pa vse ne zasedajo veliko. Pa se to v bistvu niti nobenega ne zanima, toliko kot zanima marsikoga novi Twingo, ne? Ja, juhej, Twingo je pri nas. A veš, da je na celem svetu trenutno na prodaj samo pri nas po Franciji? Ja, to pa je prednost domačega terena, stari. Res je, proizvodnja v novomeškem Revozu je štartala že skoraj s polno paro, trenutno na isti liniji proizvajajo še Clio, od junija naprej bo pa v bistvu samo še Twingo. No, potem naslednje leto pa tudi v Revozu začnejo proizvajati še električna malčka Nissana in Dace. Sicer pa, a si vedel, da je Twingo svojevrsten rekorder, ker so ga v bistvu razvili v najkrajšem času med vsemi avti do zdaj v Evropi. 22 mesecev od potrjene oblike do začetka proizvodnje. V bistvu so tudi pri Revozu en svojevrsten rekord naredili, so se pripravili na proizvodnjo v samo 16 mesecih. Ja, jaz sem ga že vozil na Ibizi in lahko povem, da so dobro delo naredili. So, no pa ko smo ravno pri tem, je treba povedati, da je Twingo precej enostaven za samo izdelavo, samo 3200 sestavnih elementov ima, Clio na primer jih ima 5000 in okrog 20 ur traja sama proizvodnja od prvega momenta pa do trenutka, ko zapelje s proizvodnih trakov. Vem, da bo tudi pri nas zelo priljubljen, v prvi vrsti zaradi dobre cene, zato ker zanimivo zgleda. Lahko pa še enkrat povem, da se pelje ful lahkotno tudi zato, ker tehta samo okrog 1200 kg.
Ja, ker ima precej majhno baterijo, 27,5 kWh, po VLTP je to vsem dovolj za 263 km doseg. Ja, ni pa to tako kak avtodom, ne? Ne, Twingo je za šibati takole po mestu, kdor bi račel pa na kakšno avanturo, pa recimo priporočam katerega od avtodomov domačega proizvajalca Robeta, ki poleg celostne ponudbe, torej prodaje oziroma financiranja, po novem ponuja tudi načrtovanje poti. Če ste v bistvu malo manj navajeni na takšno potovanje, vam oni naredijo plan. Meni je to recimo kul, moji otroci bi pa počasi že radi sami hodili, kot se mi zdi. No, ampak mi volanovci bi lahko to vzeli za kak team building, ne? Vse to imamo itak skozi. Ne, nimamo, ti se čisto drugače, lahko se kjerkoli ustaviš, imaš mir, noben se ne dere. Misliš, tvoj ta mala ali žena? Ni to za vodajo. Tudi en nov avto je zapeljal na naše ceste, ne? Ja, Toyota RAV4, to je pa zdaj že 6. generacija, 32 let je ta avto že na sceni, več kot 2,5 milijona so jih prodali in ta nova generacija je po dimenzijah v bistvu identična prejšnji. Je pa v vseh stvarih v bistvu boljša. Boljš zgleda, več ima v bistvu prostora, boljše materiale, ima močnejše motorje, večjo baterijo, fajn avto, spreden pogon, 4-kolesen pogon. Bomo tudi s to lahko še po celem svetu delali reportaže. RAV4 podrobno obdelamo v prihodnji oddaji, ker jo je Anže že odpeljal z domače premiere. No, zdaj pa boste videli en prav poseben Lexus, zaradi katerega se mora človek na novo naučiti voziti, ne? Ja, ta. V bistvu je sam fertik. Ja, to je to. Če igrice došpileš, pol uvedeš to. Jaz jih vedno s tipkovnico. A ja, pol ne. Ja. Pol ti se našel za. Tole je novi Lexus RZ. Zelo fin avto, ampak tokrat se lotim ene malenkosti, ki v bistvu ne zavzame niti odstotka mase ali pa volumna avtomobila, pa je tako zanimiva, da lahko naredim kar celoten prispevek na to temo. O volanu govorim, oziroma o jarmu, če poslovenim angliški izraz yoke. To ni klasičen volan, ker ni v krogu, ampak dejansko bolj spominja na krmilno enoto v letalih. Vem, nekaj podobnega ste videli že v našem testu Tesle, ampak tisti in ta yoke sta si v bistvu podobna samo po obliki, tehnološko pa nikakor. Ta volan, ja, zdaj sem se odločil, da mu rečem kar volan, sploh nima fizične povezave s kolesi. Ni zobate letve, ni volanskega droga, v bistvu samo par žičk in računalnik, ki nadzoruje vse skupaj. Če ste panično pomislili, joj, kaj pa če odpove signal, zmanjka štroma, ne vem kaj še, ni panike. Sistem ima dvojno oziroma redundantno napajanje in procesiranje. Če pride do napake na enem toku krogu, takoj drugi prevzame nadzor in vozilo ne more ostati brez krmiljenja. Bolj zanimiva je uporaba v praksi in tukaj je seveda na mestu vprašanje, v čem je sploh fora takšne tehnologije. Veliko prednosti je, brez dvoma, pa tudi kakšna specifika. Namenoma nisem rekel slabost, ker to, da se je na uporabo treba navaditi, ni slabost, je pa specifika. In navaditi se je treba. Takole med običajno vožnjo razlik skoraj da ni. Ok, ne boste mogli držati roke na vrhu volana, ker tukaj pač ni ničesar, ampak itak vem, da tudi vi veste, da je takšna drža zelo napačna. Ampak to je že v bistvu tema za kakšen nov prispevek. Če se vrnem, tukaj se med vožnjo lahko neštetokrat spremeni krmilno razmerje in to je lahko poljubno. Med običajno vožnjo je zato po občutku praktično enako ostalim krmiljenjem in volan obračam zelo normalno. Razlika je predvsem pri serpentinah oziroma na parkiriščih. No, tam se je pa treba navaditi na sistem, da ne boste že takoj praskali teh lepih platišč. Če ima klasičen volan med skrajno levo in skrajno desno točko dobra dva, včasih celo 3 polne zavrtljaje, je tukaj obrat v eno smer mnogo manjši in sicer samo okrog 190 stopinj. Torej obrat skrajno leve do skrajno desne točke, samo en dober zavrtljaj. Zato se temu volanu tudi reče one motion grip, ker v bistvu rok nikoli ni treba preprijemati. Evo, takole gre levo in takole gre desno. Vmes računalnik seveda ves čas skrbi, da se kolesi pravilno in ustrezno premikata, predvsem pa zavijata bistveno bolj, kot bi glede na tale moj obrat pričakoval. Sicer takole na mestu lahko poskrbim, da v bistvu kolesi malo zamujata, glede na moje vrtenje volana, je malo zamika, ampak med samo vožnjo tega nikoli ne opazim in to tudi nikoli ni težava. Ne takole na parkirišču in ne na cesti. Je pa občutek precej bizaren, v bistvu še po dobrem tednu se nisem dobro vsega skupaj navadil, ves čas takole, ko moram fejst zaviti,
hočem preprijeti roke, pa potem ugotovim, da jih niti ne morem, ker nimam zgornjega dela volana, po drugi strani pa, da v bistvu preprijemanje sploh ni potrebno, ker čisto vse lahko naredim takole, samo z nižjim zavijanjem. Vem, najbrž imate še kup vprašanj, zato imam že vnaprej pripravljene odgovore. Za začetek, kako je z občutkom na volanu? Tukaj lahko povem, da so inženirji zelo dobro poskrbeli za precej učinkovite povratne informacije. Da so ustrezne, najprej skrbi posebni kolesni aktuator, ki realno prebere informacije s koles, te potem prenese na volanski navorni aktuator in zato RZ lahko simulira celo vožnjo po ledu. Hočem reči, ko se boste vozili po ledu, boste to točno vedeli, tako učinkovit je sistem. Moja kaprica je, da je v 99% odličen, edino pri res hitri vožnji nekako ne zaznam meje oprijema. Večini je itak bolj pomembno udobje in tega je tukaj enostavno več. Še dve prednosti najdem, prvo je preglednost. Volan je tukaj občutno manjši, zato so merilniki lahko postavljeni nižje, pa so še vedno dobro vidni. In v bistvu je nižja lahko kar celotna armaturna plošča. Če vprašate mene, bi tale del tukaj bil lahko celo še nižji. No, druga pa je odsotnost tečnega pretresanja volana, kakršno vedno najdemo, ko se vozimo po slabih podlagah, potem ko se tresljaji s koles dejansko prenesejo tudi na volan. Tukaj niti ni prenosa navora na volan pri polnem pospeševanju, kar je v bistvu tudi super. Najbrž bo nekoč takšen sistem lahko tudi cenejši, predvsem pa zasede občutno manj prostora in odsotnost volanskega droga nedvomno pripomore tudi k varnosti v primeru trka. Če se vrnem k Tesli, ta sistem s tistim nima v bistvu čisto nič skupnega, razen oblike tega volana. Tisti je tehnološko klasičen in ga je treba preprijemati, kar je v praksi povsem neprimerno, v bistvu celo nevarno. Tukaj notri je pa pametne sorte volan in tehnološko pri krmiljenju najbrž napredek, kakršnega nismo videli že 100 let, odkar je Francis W. Davis izumil prvi servo volan. In to je tudi v bistvu en korak naprej pri avtonomnih avtomobilih, ki se bodo vozili povsem sami in kjer se bo volan lahko pospravil kar nekam noter. No, pa da vas še malo pomirim. Tehnologija brake-by-wire je danes v avtomobilih kar precej prisotna, pa se nihče več ne obremenjuje nad tem, da med vašo stopalko in zavorami ni fizične povezave. Zato se v bistvu tudi tukaj ni treba. 1, 2, 3, 4, 5, pa še mal. Ja, 5,25 m je dolg ta ogromen enoprostornik, ki je celo daljši od marsikaterega kombija. Vem, ste ga videli že zadnjič, ampak ne tega, enega čist drugega. Prav tako v beli barvi, prav tako s 7 sedeži, mogoče je boljše, da vam ga pokažem še malo drugače. Poglejte tega in poglejte tega. Vidite razliko? Maska je tu čist drugačna, to pa zato, ker je tisti bil Forting V9 hibrid, tole je pa priključni hibrid, z eno največjih baterij, 35 kWh ima, kar je malenkost manj od električnega boksa. Dobro, ta tudi malo več porabi, saj je avto 4-krat daljši od boksa, če malo pretiravam, je pa baterija res zelo velika za priključni hibrid. Kljub temu ni v prtljažniku nič manj prostora. Pri 7 sedežih slabih 600 litrov, zdaj pri 4 pa prek 2,7 kubika. Sem namerno noter dal še kolo, ker me je zanimalo, če bo imel kak problem in evo, vidite, nisem ga imel. Bicikl gre normalno noter. Ima tudi polno baterijo. Če bi imel prazno, spet ne bi bilo problema, ker V9 zna polniti zunanje naprave z močjo največ 3,3 kW, kar pomeni, da bi nekje v naravi lahko v končni fazi poganjal tudi električen žar, pa kako kavo bi se lahko skuhal. Prav luštno bi bilo. Ja, zdaj pa bicikl ven, po prispevku pa akcija. Notri smo ga pokazali že zadnjič, zato bom zelo kratek, čeprav ravno tukaj najbolj navduši. Težko si sploh zamislim bolj udoben avtomobil. Od premijskih limuzin je boljši, ker je znotraj bistveno več prostora in ker ima take fotele z masažo, ogrevanjem, prezračevanjem, ima tudi spalni položaj, ima celo mizico za takrat, ko ne boste spali. Mislim, vse ima. Samo sesalnika nima, da bi se pa na koncu še sam pospravil, ko bo malarija tule zadnji jedla in drobila. Za volanom je skoraj tako prijeten. Ne smem jamrati, ker povprečno gledano je izjemno udoben, ampak tam zadaj pač bistveno bolj. In me boli, ker moram jaz vedno voziti in ne morem uživati tam zadaj. No, delo je pač delo.
Avto je prostoren, tule spredaj je masažni sedež res prijeten in odlagalnih mest je toliko, da moram včasih na koncu res pogledati, če se kak otrok kje ni izgubil. Bodo pa mogli še malo dodelati tale multimedijski sistem, bi lahko bil malo bolj intuitiven. Včasih neke funkcije res iščem, pa jih ne najdem takoj. Vam pa ponudim kost za glodanje, ali kak se že reče. V9 lahko izberete kot klasičen hibrid ali pa kot takšen priključni. Tistim v hišah in z enostavno možnostjo polnjenja priporočam tega, ker je motor občutno bolj tih in se večinoma lahko vozite na elektriko. Čeprav moram pa povedati še, da se na izmeničnem toku polni samo 3,7 kW. Kdor nima možnosti polnjenja doma, pa naj izbere navadni hibrid. Jaz bi tega, ker se bolj suvereno lahko vozim na elektriko in v tišini. Skupna moč je tukaj 113 kW strani bencinskega in 60 kW strani elektromotorja, zato je suveren tudi na avtocesti. Jasno, če je pa gromozanski družinski potovalnik ali pa hud taksi oziroma šatl za potnike. Zapeljati je kot kaka admiralska ladja, ki seveda dinamike ne mara posebej. Ampak kdo pa bi rad z velikim enoprostornikom sploh divjal? Bolj cenim, da je dovolj udoben in tih, zato je vožnja prijetna tudi na daljših poteh. In dober je še zato, ker ga boste vsak dan dejansko lahko uporabljali kot električno vozilo in z enim polnjenjem prevozili kakih 120 km v mestu in okolici, na dolgi poti pa tudi ne bo težav. Če se bo vmes treba ustaviti na daljših poteh zaradi kavice ali česa drugega, ga lahko priklopite še na hitro polnilnico z enosmernim tokom do 50 kW in bo baterija v pol ure polna 80%. Pa greste lepo naprej spet na štrom. No, jaz pa hitim nazaj po kolo, ker sem se spomnil, da sem ga pustil kar tam nekje v naravi, bučvan. Ja, Ica, ti pa tudi, kje da kolesa kar rastejo tako na travnku. Saj je bilo še tam nekaj zdaj težiti. V nadaljevanju daje boste videli novo zvezdo za volanom naše Celiker, Anže bo zajahal motorje, Matej pa bo povedal, kako izgleda čist novi Hyundai. Lej, blip. Ha? Se je rekel hitro. Ja. Ej, pa dejansko gre hitrej. Kot se zdi, ne? Mislim, kot sem mislil, da gre. Just tudi. Nekateri temu rečejo kriza srednjih let, ampak se v bistvu motijo. Gre samo za reševanje logističnih težav z upoštevanjem faktorja zabave. Ja, še znam filozofirati. Govorim pa o vožnji motocikla, ker če pri 25 nisem imel krize srednjih let, ko sem vozil motor, polje nimam niti zdaj. Še vedno gledate volan, ne pa oddaje Balanca, tako da brez panike, sem pa prepričan, da se s podobnimi lepimi težavami ukvarja še kdo in mu mogoče moj nasvet lahko pomaga. Po 20 letih sem se odločil spet voziti motor. Najprej je bila ideja kakšen star moped, da grem lahko do sosednje vasi na kavo, ampak sem vsem hitro zaključil, da star Tomos ne bo dovolj in bi rabil še kaj več, če hočem iti recimo pogledati, če imajo kakšna nova polnilnica za električne avte. Zato sem izbral drugače. No, zaenkrat se nisem še nič odločil, vem samo, da nočem imeti motorja, pri katerem bi rabil prestavljati. Vem tudi, da pri športnih avtih non-stop težim, da moram imeti ročne menjalnike, na motorju pa nisem tako suveren in bi se rad samo umirjeno vozil naokrog. In vem tudi, da nisem edini. Ko je pred 3 leti v veljavo stopila koda 125, ste nad takimi skuterji dobesedno ponoreli in jih kupovali kot vroče žemljice. Ideja, da potrebuješ samo 6 ur vožnje, pa potem na koncu niti ne izpitne vožnje, se mi zdi krasna, ker potem več ljudi izbere pogum in se dejansko loti pridobitve vozniškega izpita. Tudi naš Matej je začel na takšen način, evo, zdaj ima pa pravo vozniško dovoljenje. In takšen PCX 125 je za šibanje po mestu več kot odličen, v bistvu tudi precej lahkotno sledim prometu. Ne bi se pa z njim vsak dan ravno vozil iz Kranja do Ljubljane po avtocesti, čeprav poznam nekoga, ki točno to počne. V bistvu sem bil lansko leto na Tajskem, kjer sem spet vozil nekaj podobnega in se mi je pravzaprav zato zaluštalo, da bi imel podoben skuterček tudi potem doma. Tole najbrž zadosti 90% mojih potreb, čisto vsem pa ne. In že vidim scenarij, kjer je toliko moči vseeno malenkost premalo, zato grem preizkusiti nekaj močnejšega. Vsem se mi zdi pa kar bizarno, da takšen motor z ABS-om, traction controlom, kupom pleha in motorjem v bistvu stane manj kot moje električno kolo. Kar bizarno.
Tole je Honda NSS 350 Forza. Temu se reče že Maxi skuter in je tudi precej močnejši in hitrejši od prejšnjega. Mislim, še vedno govorimo o manj kot 30 konjičkih, kar pomeni, da vas pri pospeševanju ne bo dvignil na zadnje kolo. No, oznaka 350 pa pomeni, da je tukaj spodaj 330 kubični enovaljni motor in ta tudi izgleda veliko bolj resno. Celo na stopaško s tem ostrim nosom. No, in temu se reče prostor. Evo, tukaj spodaj za dve pravi čeladi, potem je pa zadaj še kovček s skoraj 50 litri. Matej bi rekel, ziher za vsaj 3 platoje. Razlika v moči je več kot očitna in čeprav je tole večji in težji skuter, potegne mnogo bolj. Mimogrede, takšna Forza je na voljo tudi v 125 kubični različici za vse tiste, ki bi imeli osnovni izpit, pa malo bolj potovalen skuter. V bistvu kar ne morem verjeti, da se tako šibek motorček z mesta izstreli tako suvereno. Ja, izstreli je kar ta prava beseda, na semaforju boste morali imeti precej zmogljiv avtomobil, da boste hitrejši. Predvsem pa je ta veliko bolj kul takrat, ko boste na njem dva potnika. Malo večji kolesi pomenita tudi, da grbine požira bolj elegantno, no predvsem pa se mi zdi en tak super kompromis vsega. Je pa res, da zdaj preizkušam stvari tudi za vas in zato gremo probat še nekaj močnejšega. Že lansko leto ste si takšno Hondo XADV 750 lahko ogledali v eni od naših oddaj, no in že takrat sem rekel, da tole prav zares ni več skuter, ampak motor, ki se dela, da je skuter. Že menjalnik kaže na to, tukaj namreč ni jermena in za prenos ne skrbi variomat, ampak je menjalnik 6-stopenjski samodejni. Samodejni, ja, tako da tudi ni treba meni predstavljati. XADV 750 ima tehničnega bratranca v Hondi NC 750, tista za nekaj manj denarja ponuja podobno, je pa bolj dolgočasna za pogledati. Tale pa totalno na stopaški, zame celo najlepši skuter sploh. No, skuter. Motor ima tukaj dva valja in brni veliko lepše, moči je 58 konjičkov in zato tudi potegne res dobro, predvsem ima pa tudi tak kar nekaj prostora pod sedežem. Totalno hud je. Vem pa, da zame v tej fazi mogoče ni najbolj primeren, ker tako zmogljivega motorja pravzaprav ne potrebujem in premikati 230 kg po dvorišču z mojimi mini nogicami tudi ni nekaj najlažjega. To je, kakšna je odločitev? Bam, 3 motorji. Izbral sem pa nobenega od teh. Vsi 3 so po svoje zanimivi, sem pa izbral skuter, ki je dovolj zmogljiv, dovolj okreten, v bistvu ki ni previsok za mene in ima 350 kubikov moči, zato da je dovolj zmogljiv za vožnjo tudi po avtocesti. Ta moj skuter ima veliko prostora tudi pod sedežem, pa še kovček sem si dal. Ampak ne govorim o tem, govorim o drugem modelu, ki je meni za pogledati še bolj zanimiv. Reče se mu pa ADV 350. Pokažem ga naslednjič, tudi test bo, samo mora najprej kakšen kilometer prevoziti. Jasno. Tudi Hyundai širi svojo paleto električnih avtov in po številkah 5, 6 in 9 je zdaj prišel čas za nekaj manjšega, seveda tudi cenejšega in to je številka 3. Bi rekel, da je malček, pa seveda ni, zato so si Korejci še pustili prostor za številki 1 in 2, če mačkam špekuliram. Sicer že imajo mali Instar, ki pa nekako ne paše družino Ioniq, ker je narejen na osnovi klasičnega modela Kaspar. No, ta paše v razred B, ker je dolg 4,15 metra, visok je pa malenkost čez 1,5 metra. Zanimiva oblika je del oblikovalske filozofije Art of Steel, to pomeni umetnost jekla. Avto je res ful privlačen, meni osebno je totalno všeč tale ogromen spoiler od zadaj. Drugače pa količnik zračnega upora še vedno 0,26, kar je zelo dober. So, why do you need such a big spoiler on this car? Because it looks awesome. Yeah, it does, but is it a technical reason or? No, for us, of course, the most important thing is that we are not making the aerodynamics worse, of course, ideally better. For us, the main part was to really just give more expressive feel to especially the N-Line car. The base car will also have a ducktail spoiler, but on the N-Line it is specifically just wider on either sides and it just adds to the visual drama, we like to think. So, where did you find the inspiration for this car, for this shape?
So mainly the car was born out of the idea of having the practicality of a very spacious interior combined with aerodynamic advantage of a more flowing roofline. So combining these two things, we like to think of this car as an aero hatch. That means we have a very low front end and then, as you see here, a dropping roofline towards the rear without compromising the interior space. The design language, we like to call it Art of Steel. That is because at the foundation of our company is the production of steel. And with this design, as you can see here on the C-pillar and on the rear, we wanted to capture this effortless motion of steel and the tension in a design language which is characterful at once, but at the same time universal enough so we can apply to different cars. Čeprav tudi ta stoji na platformi eGMP, je omrežje 400-voltno, da je cena ostala normalna, ker imajo ostali večji modeli seveda 800-voltno. Med osta razdalja je 2,65 metra, zato mora biti kabina prostorna in je, jasno, pri električnih avtih se da lepo oblikovati prostor za potnike, tukaj je dno ravno, prostora je tudi nad glavo še kar velik, čeprav je zaradi oblike seveda ni toliko velika, ne? Ampak tukaj noter brez težav sedi družina. Prostor je zelo moderno oblikovan, so se pohvalili, da ima noter pohištvo, da se počutimo domače. Ob doplačiloma lahko pa tudi takšne sedeže za sproščanje, ko recimo čakate, da se baterija napolni na kakšni daljši poti. Spredaj sta pa seveda najbolj pomembna ta dva zaslona. Tale je super postavljen, vidim, da bom tudi med vožnjo jaz zelo dobro na njega videl. Tale ima pa kar 14,6 palca in je tukaj prvič med evropskimi modeli Hyundai uporabljen nov sistem Pleos Connect, ki temelji na Androidu. Drugače so pa tudi druge rešitve super, tukaj je veliko prostora noter za kaj odlagati in po celi širini avtomobila, tukaj so telefončki lahko noter, pa tukaj od spodaj je še prostor, volan je super, tak fajn debu, pa ta prave gumbe so tudi hlede ohranili, tako da to bo kar uporaben avtoček, ja. Pa tudi prtljažnik ni majhen, v tale del gre v osnovi 322 litrov, potem je pa tukaj od spodaj še ogromen megabox, v katerega gre 119 litrov in takšen ogromen kufer lahko spraviš v tole veliko luknjo. Evo, res je veliko prostora. Zanimivo, da je pri manjši bateriji motor majčkeno močnejši, torej ima 108 kW, to je 147 konjev, pri večji pa slabih 100 kW, to je 135 konjev. Zato ima tisti z večjo baterijo tudi malenkost slabši pospešek do 100, 9,6 sekunde, z manjšo pa okroglih 9 sekund. Očitno je ta z manjšo baterijo bolj za tiste mestne razbojnike, z večjo pa za tiste, ki se vsak dan vozite na šiht v Ljubljano Štajerske, če poenostavim. Dve bateriji bosta na voljo, standardna z 42 in dolgi doseg z 61 kWh, obe naj bi se od 10 do 80% napolnili v pol ure. Standardni polnilnik za izmenični tok bo 11 kW, lahko pa boste tudi doplačali za 22 kW, kar je sploh super, ker bo tudi ta velika baterija tako polna manj kot 4 urah. Doseg po VL pa tudi ni slab. Pri manjši bateriji obljubljajo do 335 km, pri večji pa več kot 490, kar je super za to velikost, oziroma bolje rečem, majhnost avta. So we're still in final development of the car, and it's being developed for Europe. So we are tuning it for European roads and European drivers who have a specific driving style. But also what I'd like to say is it takes inspiration from the Ioniq 5 and Ioniq 6 in terms of the refinement and the sure-footedness that you would expect from an Ioniq product. So I'll let you be the judge when we see each other for the dynamic drive, but I expect it to be very, very nice to drive when it comes to market. Prednost je, da Ioniq 3 ne tehta veliko več kot 1,5 tone in zato se bo ziher dobro peljal. Drugače bo pri nas konec poletja, če bo šlo vse po planih, in če ste se slučajno spraševali, kaj pomenijo tele 4 pikice na nosu, pa tudi drugod, 4 pikice po Morsejevi abecedi pomenijo črko H in to je tudi začetnica Hyundaia, ne? Ja, meni totalno športno zgleda, tako nek hot hatch. Se je, v bistvu so se ful potrudili pri voznih lastnostih, tako so rekli, ne, tako da kumi čakam, da ga peljem, da vidim, če je res. Vidiš, pa tudi mislim, da v bistvu one pikice sestavljajo črko H. Vidiš, zato pa moraš gledati volan, ne? Ja, seveda. No, za konec oddaje pa nam je ostala samo še naša zvezda, naša športno-komentatorska zvezda. Ja, dobro je. Eva, po čem te poznamo v Sloveniji?
Kdor me pozna, verjetno pozna po avtomotošportih, da sem športna novinarka, ki res ljubi Formula 1 in MotoGP. To pomeni, da si hitra voznica? Mogoče sem bila včasih, zdaj pa odkar sem mama, pa seveda ne moramo voziti varno. Kako to, da še nikoli nisi dobila nobene kazni za prometni prekršek? Sem dobila kazen za prometni prekršek, ampak pojmo naprej. Je kaj pa bila prehitra? Ja, radar. Aha, ok. Gremo naprej. Nimam pa kazenskih več, so že zbrisane. Več. Tvoj sanski avto? Sanski avto. Ko sem majhna, sem skozi govorila Porsche, zdaj pa kaj povem, Range Rover. Kakšna voznica si drugače? Sem jezdna voznica, trobam, ne čakam dolg, zelo se mi vedno mudi, tudi če vem, da to ni dobro, ampak drugače pa varna, no, trkam. Ok, odlično. Mi smo ti pripravili en star avto. Si že vozila tak star avto? Ne vem, koliko je letnik, no. 39 let je star. To kaj jaz. Torej, najletnik. Ja, ne, nisem, imam pa doma sicer moj prvi avto, ki je pa tudi skoraj 19 že star. Tisti je, ki ga skozi vozimo, takole pa ne, to pa še nisem. Ok, pol pa predlagam, da greš noter, test pa akcija. Kje misliš, da boš pristala na koncu? Ful bi bilo dobro, če bi bila prva od deklet, no. Torej, če pa tule. še ga fanta prehitim, pa še tako boljš. Dej no, motošport, ti moraš biti vsaj tukaj. Ja, ne. Dej no. No pressure, no pressure. Ajde, klele, pred Vilja Resnika. Ok, torej, minuta pa še nekaj. Ja. Držim pesti, da bo manj. Akcija, gremo. To get that kick. You would say anything to get that kick. I got that. I got that. I got that. Evo ga. Klele, hiter noter. Nobenega stebrička zbit. To get that kick. To get that kick. You would say anything to get that kick. Like what? Še manj. Zdaj pa najbolj fun part. Tole pa ne bo tako fajn. Takole, upam, da je bilo. Gas. Like what? Gasa. I got that. Ne. Sem mogla za stop. Aj bilo? Koliko sem izbila? Eva, super ti je šlo, kako si ti zadovoljna? Ja, ne vem, pravite, da sem enega povozila, no, meni se je zdelo dobro, in klele sem malo zafrkala na tale zadnjo novinka, ampak drugače pa dobro, prav lulo, adrenalin čutiš, da si res na neki štartu ene dirke. Malo ti vroče postalo, si rekla? Ful, ja, zdaj sem kar švicala sem se. Ej, enega si podrla, žal ti moramo 10 sekund pribiti. Če ga ne bi bila tu, zdaj si pa tu. Kaj sem rekla, pred Viljem. Bravo! Dobar, hvala. Odlično! Ej, super, ne? To je zdaj... Benchmark za dekleta. Ja, ampak tudi za ostale, ne? Mislim, to je zelo dober rezultat. 53, tule bi bila. A si mogla tam še malo potisniti, pogasa, ne? Dej zbriš, pa gremo še enkrat. Lahko? Ne, če Ne pravi, da ne. pustijo, škoda. Ne, Pa super še je. kaj? Super, Eva. Pa tamle je bilo ful dobro. Tamle sem že mislil, da boš podrla, ampak si dejansko na milimetre šla noter, izkoristila to odsotnost stožcev. A veš, to smo mi vozniki, ki imamo tudi stare avte, pa brez senzorjev, pa znamo brez, da butnemo avto, ne? Ja, še, ok. Ja, v redu je dobro, če sem čutila. The best. Hvala. Nisem razlika, da moram tam še nekaj, saj sem dosti, da zadanam to špuro. Ker avtomoto sekcija bi bila do mene zelo neprizanesljiva, če bi z***kala. Tudi naslednji teden bomo vrteli volan naše Selike. Wow, tale je bila pa blizu. Ne. Videli boste tole zanimivo limuzino, testirali bomo ta stroj, videli boste čisto Toyota RAV4, potem pa kmalu tudi že prispevek salona v Pekingu, kamor se kmalu odpravljata naša glavna popotnika, zvezdi, divi. Jaz bi imel rezance, pa imel bi tigrova mast, prosim, pa magnetek. Dobro. Seveda. Okay. Če želite vedno biti na tekočem, se prijavite na naš noviček na spletni strani volan.si, tam od spodaj, vsak petek zjutraj pošljemo novice. Smo pa tudi na Facebooku in Instagramu ter na YouTubeu in TikToku. Se vidimo. Ti zdiva drugače. Nisem. Si, lej. Mislim, jaz nikamor ne grem, jaz sem skozi doma, vidim skozi neki Se ti potuje. zdiva, ker si doma. Nisem moramo pa Sofija delati. Loren. Mi moramo delati. Ja.